Danes v Pomurskem dnevniku. Čebele si zaslužijo svoj dan. Šimundža o pričakovanjih. 12. fronta v polnem zagonu. Otroci nazaj v šolo. Vreme jutri oblačno z nevihtami. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate Pomurski dnevnik. Med je hrana za vse, zdrave in bolne v vseh življenjskih obdobjih in v vseh letnih časih. Da smo Slovenci to dojeli, je preteklo celo desetletje truda čebelarjev in pristojnih. In danes, ko se zavedamo pomena, je na policah vedno manj slovenskega medu. Največji krivec pa okoljske spremembe. Medtem, ko sta pozeba spomladi in poletna suša uničili kmetijski pridelek, so brez dela ostale tudi čebele. Slovenske čebelarje zato upravičeno skrbi. Vsi prepoznamo ta zvok. Ta majcena bitja so res neverjetna. So najpomembnejši opraševalci. Od njih je odvisna vsaka tretja žlica hrane na svetu. Na žlici pa imamo Slovenci najraje sladki med, s katerim nas razvajajo čebele. Leta 2007 je bila neka potrošnja približno kilogram na prebivalca. Danes je več kot 2. S to segamo v sam, bom rekel, evropski vrh. Najbolj pomembno pa je, da v bistvu 80% prebivalcev Slovenije kupuje med pri čebelarjih na domu. To je ta, bom rekel, direkten odnos in to je največja garancija za enega in druga za kvalitetne čebelje pridelke. Na trgovskih policah, v trgovinah je pa slovenskega medu zelo malo, kajti, kot sem rekel, večinoma je ta navezava med čebelarjem in uživalci in to je tudi največja garancija za dober nakup. Tudi pri Štefanu iz Lipe, ki čebelari že 37 let, ljudje radi kupijo domači izdelek. A kot nas spomni, tako slabih let in kot je letošnja ne pomni. Po moje je to krivo podnebje, bi pravo, ali je prevroče, ali je presuho, ali je premrzlo, ali prevetrovno. Pozeba je bila, pol še pa suša in se pozna na živali, v tem primeru čebelah. Letos pozeba akacije, ki je ena tretjina slovenskega medu, potem slabo vreme, ravno v tistem času, ko sta cvetela lipa in kostanj, ki je druga tretjina medu, in pa zelo, bom rekel, sušno in vroče poletje, kar spet dela čebelam škodo, tako da prav ogromna poraba hrane, tako da dejansko ta trenutek je največji problem, da čebelari 2 slabe sezone in boste v bistvu veliko investirati, da sploh čebele preživijo. Na drugi strani zaradi intenzivnega kmetovanja čebele ne najdejo hrane. Tudi vsak kmet se je potrebno zavedati, da bi mogel kolobarje setve in tudi vsak vrtičkar dati vsaj nekaj rastlin, kjer bi se lahko čebele pasle skozi vso leto. V prvi vrsti je to ajda, med z teh cvetov je tudi najbolj iskan, pa ne le med, tudi nepogrešljivi zdravilni propolis, dišeča mila ali inovativni spineri so izdelki, ki nam jih nudi čebela. Zaradi slabe letine pa se ob tem na slovenskih policah lahko pojavijo ponaredki. Tukaj pa bojazen ta, da pride na slovenske police med neznanega izvora, tudi neznane kvalitete in ravno danes je predsednik Svetovne čebelarske organizacije v govoru jasno povedal, da je eden največjih problemov v svetu so ponaredki medov, kajti v času, ko je naravnega medu zaradi klimatskih sprememb manj, je seveda to možnost, da pride na police, bom rekel, med, ki ni med. In na srečo je naš minister zelo jasen povedal, da je pač treba delati stalne kontrole, da tega medu ni. In po njegovih podatkih na slovenskih policah ta trenutek ne bi bilo, bom rekel, ponarejenega medu. Ta marljiva bitja si zaslužijo svoj praznik, zato so na kmetijskem ministrstvu zasnovali poseben paviljon. Bili smo v Bruslju, kjer smo pobudo predstavljali na Evropski komisiji in v Evropskem parlamentu. Danes, ta teden smo v Gornji Radgoni, naslednji mesec potujemo že v Turčijo, kjer je Apimondija, potem sledi Kitajska, Šanghaj, Hongkong in pa decembra smo v Združenih narodih v New Yorku, kjer bodo sprejeli končno odločitev o tem, ali bo 20. maj postal svetovni dan čebel. Pobudo, ki so jo slovenski čebelari podali skupaj s kmetijskim ministrstvom, je že podprlo 200 držav. V nedeljo je na vrsti prekmurski derbi med Muro in Nafto, ki bo v Lendavu zagotovo zvabil veliko število gledalcev. O tem, kaj pričakuje od nedeljskega obračuna, smo se pogovarjali s strategom črno-belih Antejem Šimundžo. Torej, mogoče je za začetek v tej sezoni za vami 4 tekme, 4 zmage. Verjetno si boljše popotnice za nedeljsko tekmo ne bi mogli želeti. Ja, vsekakor je štart zelo obetaven. Nekako smo si želeli takšnega štarta, želeli smo najboljše, kaj je možno.
ujeli smo teh 12 točk, je zelo pomembno za naprej in pred vsako tekmo je dosti boljše priti kot zmagovalec v naslednjo tekmo, kot pa drugače, tako da smo zelo veseli tega štarta. Tekma z Nafto v Pomurju, Mura Nafta velja za neko prav posebno tekmo, neki El Clasico pomurski. Se na to tekmo mogoče zato pripravljate kaj posebej? Mi vsako tekmo, katera je pred nami, jemljemo enako resno, ne glede na nasprotnika. Kar se tiče pa samega derbija, po mojem mnenju je to drugi največji slovenski derbi za Maribor Olimpijo in že po številu gledalcev, po tradiciji, katera je z vsakim klubom, enostavno en praznik nogometa, katerega si Prekmurje vsekakor zasluži. Z Nafto ste se spopadli že takrat, ko ste prvič vodili na Muro. Takrat ste zabeležili, če se ne motim, dve zmagi in en remi. Verjetno si takšen trend, pozitiven trend želite tudi zdaj? Vsekakor pozitivnost v naših razmišljanjih je vedno tista, katera nas vodi. Kar je bilo toliko let nazaj, ne razmišljamo, enostavno časi so se spremenili. Rang tekmovanja je drugačen, fanti so drugačni. Mi gledamo tekma, ki nam pride v nedeljo, kot eno zelo, zelo pomembno srečanje, v katerem želimo pokazati svoj maksimum. Vse kaže, da bo v nedeljo v Lendavi tudi veliko domačih Murinih navijačev. Bo mogoče zato igralcem lažje ali pa težje? Poglejte, na vsakem gostovanju imamo svoje Black Gringose, kateri nas spodbujajo in so dejansko naš 12. gledalec. Verjamem, da zaradi bližine Lendave bo večje število gledalcev se odpravilo v Lendavo in to je za nas privilegij. Vsekakor 12 igralcev potrebujemo, kot sem že ne vem kolikokrat izpostavil, ampak obenem je pa to tudi ena obveza, da smo maksimalni, da smo pripravljeni osredotočeni na tekmo, ki nas čaka. Torej, 4 tekme so že za vami. Če malo pogledate, kje so še rezerve ekipe? Rezerve so v vsakem primeru, vsak dan, na vsaki tekmi. Vsak igralec, ki se zadovolji z trenutnim stanjem, ne glede, da kako visoko je prišel, pomeni, začne stagnirati. Mi smo pa tisti, kateri smo zelo ambiciozni, želimo vsak dan napredovati. Mura je v lanski sezoni ravno po tistih težavah z Nafto zašla v neke težave. So zaradi tega igralci mogoče kaj pod pritiskom oziroma so psihično pripravljeni na nedeljsko tekmo? V sami tekmi oziroma v samem tistem dogajanju meni ni bilo zraven, tudi struktura igralcev se je dokaj spremenila, rang tekmovanja, tako že prej dejal, je drugačen, je višji. Na to nekakor mi ne polagamo pozornosti, je pa verjetno za marsikoga od gledalcev, ki to spremlja, nekakšno razmišljanje v tej smeri, ampak mi smo osredotočeni samo na tekmo, ki nas čaka in kaj je bilo prej, se ne ukvarjamo. Še zadnje vprašanje, kljub temu, da bo Nafta domačin na nedeljski tekmi, pa nekako Mura velja za nekega favorita. Bo to za igralce nek pritisk ali pa mogoče dodatna motivacija? Če bo to pritisk, potem nismo na pravem mestu. Za vse nas govorim, ne govorim samo za igralce, tako za klub kot strokovno vodstvo, za vse skupaj, ki delujemo v tej Muri. Mura je v tem trenutku ena ekipa, katera želi napredovati, katera želi zmagovati. Kar se pa tiče samega favorita v derbijih, pa ne glede na rang tekmovanja, v katerem se najdeta kluba Nafta in Mura, je vedno derbi. Tako da nikakor v nobenem trenutku ne razmišljamo o tem, da bi bili mi nesporni favoriti. Pričakujemo eno težko tekmo, eno zelo motivirano Nafto, katera je nekolikokrat pokazala, da je kvalitetna ekipa in mi smo tisti, na kateri se bomo na to zelo, zelo dobro pripravili in pripravljeni pričakali tole tekmo. Včeraj se je začel 12. festival Fronta. Uvedel je spopad na prostem in to kar med plesalci ljubljanske skupine Urban Roof in murskosoboškega plesnega kluba Zeko. Umetniški vodja Fronte pravi, da je letos program oblikovan predvsem kot znamenje časa in združuje plesna dela, v katerih se plesalci odmikajo od šolskih in akademskih vzorcev. Ja, včeraj se je festival začel zelo intenzivno, najprej na odprtem odru s plesno bitko med plesno šolo Zeko in skupino Urban Roof iz Ljubljane. Potem smo nadaljevali v dvorani gledališča Park s predstavo Antona Lahkija Nočna iluzija in včerajšnji dan se je zaključil z izjemno predstavo, z odlomkom predstave Sinestezija barcelonske skupine Aaron Skulls, ki se bo danes v petek predstavila z celo predstavo.
Predstava bo ob 21. uri, v primeru dežja bo v gledališču Park, če bo vreme zdržalo, bo na odprtem modru pred gledališčem Park. Drugače pa danes nadaljujemo ob 20. uri z izjemno predstavo Alien Express, prodornega dvojca dveh mladih slovenskih plesalcev, Žigana Kranjčana in Gašperja Kunška, ki prihajata v Mursko Soboto direktno z gostovanja v Rio de Janeiro. Zadnji dan pa se bo festival zaključil z dogodkom na Slovenski ulici, ki smo jo za ta dogodek preimenovali Slovensko plesno ulico ob 11. uri. Če bo dež, bo ta dogodek ob 19. uri zvečer v preddverju gledališča Park, potem ob 18. uri na odprtem odru pred gledališčem Park, kjer se bodo predstavili nagrajeni plesalci iz mednarodnega tekmovanja Opus 1, nagrajenih plesnih miniatur. Plesalci prihajajo iz 5 različnih držav, od Finske do Avstrije in Irske. In če bo dež, bo ta dogodek v preddverju gledališča Park in seveda ob 20. uri izjemna skupina iz francoskega otoka Réunion s predstavo Molitev za molitvijo. Kakšen je bil odziv lani? Lani je bil odziv dokaj dober. Moram reči, da je odziv več ali manj se ustalil na fronti, tako da smo v bistvu z obiskom zadovoljni. Je pa seveda zmeraj možnost za izboljšave in ta naša naloga je konstantna, to, da se borimo za občinstvo na robu države in da skušamo uveljaviti ples in umetnost tudi izven velikih centrov. Danes so se v šolske klopi vrnili šoloobvezni otroci. Ob tem velja opozorilo, da bodimo bolj previdni na cestah, pa tudi vsem staršem velja napotek. Ne bodite napeti, otroci bodo hitro ujeli šolski ritem. Začelo se je novo šolsko leto, ker to pomeni več otrok na pločniku pred šolo, policija vse udeležence v prometu opozarja na dodatno previdnost. V teh dneh bodo tako pristojni policija s podporo redarjev, gasilcev in ostalih prostovoljcev. Ob tem pa za starše velja ravno tako opozorilo, saj za varnost lahko veliko storijo malčki sami. Otroke je treba že zgodaj vzgajati v odgovorne udeležence v prometu. Najpomembnejši pa je dober zgled. Prvošolčke so v šolo pospremili tudi župani občin, je pa otrokom na pot nekaj besed spregovoril tudi predsednik države. Otrokom svetuje, naj so dobri drug z drugim, naj pazijo eden na drugega, prisluhnejo učiteljem, predvsem pa naj ne preslišijo svojega srca in sanj. Saj jih bo ravno znanje, ki ga bodo pridobili v šoli, poneslo bližje k njim. Je pa pomembna prelomnica 1. september za malčke, ki gredo prvič v vrtec. Novo okolje je za njih precejšnja sprememba, zato vrtci takšnim otrokom omogočajo postopno privajanje. Pristopi in čas trajanja so od vrtca do vrtca različni. Vsem pa je skupna želja, da bi se otrok čim prej in brez večjega stresa navadil na novo okolje, vzgojiteljice in sovrstnike. Vsak petek za vas izberemo najbolj atraktivna prosta delovna mesta. Tako smo naredili tudi danes. Furs v Murski Soboti delo ponuja pripravniku, svetovalcu v oddelku za nepremičnine in drugo obdavčitev, kjer boste deležni usposabljanja pod okriljem mentorja. V okviru projekta Zdrav življenjski slog lahko medtem kot učitelj športne vzgoje na osnovni šoli Beltinci poskrbite za zdravje in fizično kondicijo naših otrok. Priložnost se ponuja še v komunalno-stanovanjskem podjetju Ljutomer. Če vas le mika izvajanja nalog pisarniškega poslovanja, oblikovanje in vodenje baz, podatke ter izterjava in vodenje evidenc dolžnikov. Za vse ljubitelje živali je tu delo na terenu in v ambulanti z malimi živalmi v veterini Škarica. Odlične analitične, komunikacijske in organizacijske sposobnosti pa vam lahko prinesejo tudi zaposlitev pri spletnem velikanu Google, kjer boste skrbeli za strateške partnerje na območju Adriatika. Ključno je torej znanje slovenščine, hrvaščine, srbščine ali katerega drugega od jezikov regije. Vse povezave do izbranih, kot tudi ostalih delovnih mest, najdete na spletni strani portala Sobota Info ali Zavoda za zaposlovanje. Ste se kdaj vprašali, s katerim prevoznim sredstvom se Pomurci največ in najraje vozimo? Preverite na spletni strani sobotainfo.com, mi pa si medtem oglejmo še kratke novice.
Več dni so vremenoslovci opozarjali na nevihte in neurja. Takšno vreme se nam nasploh obeta tudi v prihodnjih dneh. Preverimo, kaj nas čaka. Danes je pričakovano v popoldanskem času deževalo. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 23 stopinj, v Radencih 24, v Murski Soboti 25 in v Lendavi 26 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, deloma nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti in Mariboru 15 stopinj, najvišje dnevne bodo v Murski Soboti 19 in 18 stopinj v Mariboru. Do nedelje zjutraj bo dež ponehal predvsem na jugozahodu, dopoldne pa postopno tudi drugod. Popoldne bo spremenljivo oblačno, možna bo še kakšna manjša ploha. V ponedeljek bo sprva precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Sredi dneva in popoldne bo občasno zmerno oblačno, možne bodo posamezne manjše plohe. Temperature pa največ 22 stopinj, podobno vreme bo tudi v torek. Toliko za danes. Spremljajte nas tudi na spletni strani www.tvideja.si ali na našem Facebook profilu. Se vidimo!